Kateri so po mnenju GZS tisti ključni predlogi sindikatov, ki bi krizo v resnici še poglobili, namesto da bi jo reševali? Osnovni problem, ki ga mi vidimo, je v tem, da se sprašujemo, kdo bo vse to plačal. Sindikati opozarjajo na past varčevanja, kar je prav, mi pa se bojimo, da ti predlogi pomenijo novo past zadolževanja. Namreč na eni strani pomenijo nekatere dodatne stroške, višje davke ponujajo tudi, na drugi strani pa ne ponujajo reform. Z tega zornega kota je po našem mnenju to nadaljevanje stare ekonomske politike. Kje pa so stične točke, ki so skupne ali vsaj blizu tako sindikatom kot delodajalskim organizacijam? Nedvomno je, bom rekel, kar polovica ali mogoče več kot polovica točk tudi sindikalnega predloga takšni, s katerimi bi se mi ali popolnoma strinjali ali delno strinjali. Takšne, ki so zelo, zelo blizu našim ali popolnoma naše so, takšne kot naše so recimo uvedba davčnih blagajn, odprava birokratskih ovir, zagon večjih infrastrukturnih objektov, energetska obnova stavb in še. Skratka, kar nekaj jih je takšnih, s katerimi ni nobenega problema, da se ne bi z njimi strinjali še več, z veseljem jih podpremo. Ampak še enkrat, v celoti, celovito gledano, pa obstaja še vedno ta problem, da po našem mnenju ta program ne vzdrži. Ne drži vode in z tega zornega kota apeliramo pravzaprav na sindikate, da skupaj najdemo rešitev, ki bo dejansko pomenila, da se bomo izognili nadaljnjim pastem zadolževanja. Trojka je namreč pred vrati.